Si gledal ali pa bral Harryja Potterja, pol si zihar slišal že za Quidditch. No, nisi pa vedel, da je to čisto pravi šport, ki ga lahko treniraš. Jaz imam danes priložnost to preizkusiti in leteti sem si želel, že odkar sem prebral Kamen modrosti. Končno je šport, ki poznam vsa pravila. Na prvem treningu bom naredil dober vtis in zato imam vse potrebno. Nimbus beta verzija domače izdelave, kravata od bradavičarke in pa za konec še znamenje mojega najljubšega iskalca. Živa! Živijo? Ko si pa oblečen? A si iz kakšnega cosplaya prišel? Kaj? Ko si ti oblečen? Ok, gremo po vrst. Najprej boš dal tole dol, zbrisal boš tole fleko, pa v orenk oblačila se boš dal športna. Ja? Tu je zdaj boljš. Bo boljš. Tako bom rekel, Quidditch iz filma je lepa inspiracija, je pa fora v tem, da je precej bolj podobna ragbiju, dejanski igri, fizičnemu kontaktu. Ni zdaj to neko ujčkanje, pa da se bomo sprehajali po igrišču pa z nekimi Harry Potter oznakami. Je dejansko se razvil v konkreten šport. Pravila igre so, da zadaneš skozi koš, ni važen iz katere strani, ni važen kater koš, vsaka ekipa ima 3, vreden je pa 10 točk, en zadetek. Imamo kvafle, to so v bistvu rahlo spuščene odbojkarske žoge, s temi se v bistvu zadane gole. Druga vrsta žoge so bludgeri, žoge za med dvema ognjema. In kar se s tem praktično dogaja, je, da se druge igralce cilja. Tretja vrsta žoge je pa v bistvu samo še zviz, snitch, je pa praktično ena mehna teniška žogca, ki je zavezana v takem posebnem paščku in visi enemu od igralcev iz pasu. Ne vem, kaj se dogaja, ful žog leti naokrog. Po mojem zgubljamo. Imamo imel črnic na koncu. Jaz bi rekel, da glavni pokazatelj uveljavitve športa je v tem, da se že joka na turnirjih, ko se pač ne zmaga. In Američani so v tem že precej dobri, tako da ja, tam je to razvita v zelo konkreten šport, podoben NBA ligi, imajo svoj logo, svoje menedžerje, tako da tisto so že profesionalni atleti, medtem ko mi smo bolj na nivoju začetnikov, amaterjev in če primerjaš kvaliteto igre, je to kot noč pa dan. Kakšno tekmovanje pa obstajajo zaenkrat? Zaenkrat najbolj popularne so svetovno prvenstvo. Najprej bilo ZDA, Kanada, potem so razširili tudi na Evropo, zdaj pa tudi že cel svet. Evropska liga je za klube, tako kot je mogoče Champions League za nogomet. Malo so mi nehali podajati žogo, zmer za serijem. Obstajajo ljudje, ki so plačani za to, da igrajo Quidditch? Jaz bi rekel, da v Ameriki so plačani, čeprav ne me držati za besedo. Sem pa slišal, da v Franciji, ko smo se pogovarjali, dejansko najboljši klub so že igralci neke sorte plačani, sicer so bolj sponzorska darila, ampak so že tam, no. Po mojem je bilo vrgel ven iz ekipe. Ampak sem dal vse od sebe, da bi pozdravil očeta in mamo. Še posebej vse, ki me poznajo. Out.